dame, spoštovani gospodje, dobrodošli na pragu nove kulinarične zgodbe, skrite med ulicami Maribora. Mesta, ki ga želimo obuditi na prelomu iz 19. v 20. stoletje in spomniti na to, kako se je plesalo v kavarnah, jedlo v gostilnah in restauracijah, sprehajalo po najelitnejši promenadi mesta, nočilo pri Jeleni. Na naši prvi postaji na Vinagovi terasi pravzaprav pokušamo eno izmed štajerskih specialitet, ki ste si jih nekako domislili na gostinski šoli. To naj bi bil štajerski sendvič, noter imam govej jezik, od zelenjavce pa mlada čebula, rdeča redkvica in por, vse skupaj zmešano z domačo majonezo iz bučnega olja. In kaj je bilo tisto vaše glavno vodilo, ko ste se domislili tega prigrizka? Ja, pač poskusil sem nekaj iti na lokalno, to pomeni, da na neko hrano, ko jo lahko sami pridelamo, oziroma je hrana iz našega okoliša. Kar pomeni, da se izogibamo tej hrani, uvoženi hrani in pač nekaj osvežilnega, svežega, domačega. Kako se torej spoznavanje mesta skozi kulinariko razlikuje od tega tipičnega ogleda nekakšnih znamenitosti in pomembnih zgodovinskih zgradb? Moram povedati, da klasično vodenje po mestu ne vključuje še raznih kulinaričnih točk, ki lahko pač gostje poskusijo jedi, ki so jih pripravili naši študentje. Pripravili so jedi, ki so sezonske in ki so značilne za mesto Maribor. Tako da mislim, da ta kulinarično vodenje res predstavlja eno inovativnost, en nov izziv za ljudi. Saj veste, da se pač ob hrani se razvijajo ene nove debate, se ljudje pogovarjajo in mislim, da je hrana tudi en tak način druženja, ki združuje ljudi. Zdaj smo že prestopili nekako polovico tega kulinaričnega današnjega doživetja in me zanima, ste zadovoljni s tem, kar ste poskusili? Absolutno. Vedno bolj presenečeni od točke do točke in polni pričakovanja do konca. Menite, da Maribor lahko ponudi pravzaprav nekakšna kulinarična doživetja tujim gostom in tako privabi več ljudi v naše kraje? Vsekakor se strinjamo s tem, da nam tega manjka. Saj že sami Mariborčani vidimo, da dnevno preveč hitimo skozi to mesto in rabimo takšne trenutke, da se ustavimo, zamislimo in okusimo te dobrote tega mesta. Tudi vinarji nekako se vidite v tej kulinarični zgodbi Maribora. No, jaz mislim, da ni dobene kulinarične zgodbe, če ni vinarja zraven oziroma vina. Ne znam si predstavljati kulinarične zgodbe brez vina. Torej vino, bi rekel, je prva stvar. V vsakem primeru mislim, da se je lani zelo dobro začelo že z Sladolentom, torej z Lent festivalom, letos z EPK-jem se dogaja z tednom restauracije, je malo več poudarka na tem, da je bistveno kaj pojesti in kaj spiti, ne samo pojesti in spiti, torej uživati med tem delom. V letu Evropske prestolnice kulture 2012. leta gostimo toliko kulturnih ambasad v mestu. In kultura države, kultura mesta je seveda tista, ki povezuje, ki vabi in tudi nekaj pove o mestu in državi, v kateri živimo. Če so se nam predstavljali Nemci, Francozi, Estonci, Finci, vsi so na nek način izražali svoje kulturno vedenje tudi čez to gastronomsko, enološko, pa tudi etnološko. Torej, zvedli smo o njihovi kulturi, zvedli smo o njihovih običajih, zvedli smo o tem, kaj jejo in kaj pijejo. Eni seveda več pijejo, eni manj pijejo, v Mariboru tudi precej dosti pijemo. Okusi Maribora je predvsem street food festival, kateri je namenjen ne samo Evropski prestolnici kulture, temveč predvsem tistim obiskovalcem Maribora in pa tudi domačinom, kateri se sprehajajo po Mariboru in želijo nekaj pojesti, vendar z lokalnih turističnih produktov ali z lokalnih živil. Naše poslanstvo je predvsem širjenje znanja in pa izobraževanje. In to, kar delamo, ne samo, da je to prvi takšen produkt, mi smo napravili že zgodovino Maribora iz srednjega veka, ki je bila tudi povezana z zgodbami, z kulinariko in žal mi je, da ta produkt se ni prijel, ker mi kot šola ne moremo izvajati glede na stroške. In upam, da bo kdo to prijel in pravzaprav to je tudi turistično okolje, kateri bi mi želeli, da se tudi trži. In to, kar sem prejle začela, seveda okusi
Maribor ni samo edina prireditev, katero danes dajemo in danes večer tudi proglasimo tudi tekmovalca v finalu izmed tega Okusi Maribor uličnega prigrizka, medtem ko ambasador, to pa je najboljši študent, najbolj perspektiven študent, kateri je bil izbran na osnovi kriterijev ob študijskih dejavnostih. Ne samo študija, temveč aktivnega študija skozi mednarodne projekte, skozi nacionalne projekte, skozi udejstvovanja v šoli in tako dalje. In danes bo proglašen tudi izmed 10 nominirancev bomo izbrali enega. In letos je res ostra konkurenca. Po izboru za ambasadorja gostoljubja za leto 2012 pa zdaj svečano razglašam ime in priimek letošnjega ambasadorja gostoljubja. Spoštovani in spoštovani, ambasador gostoljubja za leto 2012 je Bojan Černjelč.